En lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Evo, kot obljubljeno danes, nekaj več o tem, kaj je ustvarjanje s svojim telesom. Eni mogoče rečejo, koliko lahko ustvarja s svojim telesom, kaj to sploh pomeni, koliko je to sploh mogoče, ni telo samo nekaj tako, pač nekaj, kar prenašamo okrog brez kakršnega koli, ne vem, brez kakršne koli misli, brez kakršnega koli vprašanja. Tako dejansko ob rojstvu smo dobili izjemno darilo, ki ga dejansko zelo malo ljudi res odvije, pogleda, kaj imajo, ampak meni je Access všeč zaradi tega, ker je tukaj vključeno telo, zato ker dejansko se raziskuje kapacitete telesa, zavedanje telesa. Naše telo ima svoje zavedanje in ga lahko vprašamo glede vsega, kar se ga tiče. In ko mi začnemo spraševati svoje telo in ga vključevati v svoje izbire, dejansko postane naše življenje veliko lahkotnejše, veliko bolj tako yummy, bolj sočno, bolj, kako bi rekla, telo začne prispevati, začne generirati tako energijo, da nam prispeva, da se naše življenje širi. In tudi, če začnemo vključevati svoje telo v kreacije svojega življenja, dejansko je ta izkušnja utelešenja tukaj na tem planetu veliko boljša, lepša, bolj doživeta. In dajte mi napisati, če ste tukaj, tako da vem, da sem sploh live, da ste z mano. Torej, to je ena stvar, torej, da začnemo svoje telo spraševati. In tisti, ki ste mogoče prišli zdaj na novo v to skupino, tukaj v tej skupini imamo veliko videov na to temo, kako komunicirati s telesom, kaj, ko se dogaja razne stvari s telesom, kakšno vprašanje zastaviti, da zastavimo sploh vprašanje, kakršnokoli, da nismo v zaključkih. In poglejte po ta zavihek videi, in boste videli desetine in desetine različnih videov, ki na različne teme, ki se pač tičejo telesa, in si to lahko pogledate. Torej, ustvarjanje skupaj s svojim telesom ni vsiljevanje telesu nekih svojih pogledov, nekih svojih zaključkov. Ravno prej mi je ena gospa pisala in rekla, jaz bi rada s svojim telesom, rada bi začela bolj zdravo živeti, rada bi se začela gibati, ne bi rada več jedla sladkorja. To so zaključki, to je pravzaprav to, kar nam ta resničnost govori, torej na kak način bi morali biti, na kak način bi morali živeti, na kak način bi morali dejansko delati s svojim telesom, kaj bi mu morali nuditi, ampak to ni ustvarjanje s svojim telesom. Ustvarjanje s svojim telesom je, da telo vprašate, torej, kar se, recimo, sladkor je ena taka ful zanimiva zadeva, ker veliko, pač ta resničnost nam govori, da je sladkor slab, da škodi in bla, bla, bla. In če kupimo ta pogled, dejansko si to potem kreiramo s svojim telesom. Ampak v resnici naše telo potrebuje sladkor, torej, če vas odpeljejo na urgenco, vam prvo dajo glukozo, pa NaCl. Običajno je tako, torej glukoza, naše telo porablja sladkor, ta možganska aktivnost, dejansko naše telo porablja za to možgansko aktivnost, za to predelavanje misli, ki sploh niso niti naše, uporablja sladkor. In če ste taki zelo analitični, študiozni, se mogoče kaj učite ali kaj, bo ta potreba po sladkorju lahko še bolj izražena. In če odrečemo sladkor telesu, se lahko počutimo zelo utrujene. In ker smo dejansko sladkor, zaradi tega, ker smo ga opredelili kot nekaj slabega, izločili iz naše prehrane, ne bomo niti na kraj pameti, nam ne bo prišlo, v naše zavedanje nam ne bo prišlo to, da bi mogoče nam sladkor lahko prispeval k temu, da bi se ta utrujenost spremenila. In to je ful zanimivo je, recimo jaz pač delam veliko barsov, telesnih procesov, imam seminarje in dejansko tukaj predelavam veliko stvari, veliko nekih omejitev, nekih sod, nekih pogledov, nekega razelektrevanja delamo tudi, In včasih se mi zgodi, da sem tako res
pač utrujena, ampak ne, to ni taka, mislim, jaz tako običajno nisem utrujena, ampak mogoče včasih po teh seminarjih, ker toliko prešiftamo, toliko se ene spremembe zgodi in potem tako rečemo, vprašam telo, kaj potrebuješ, da bi se to spremenilo, in potem spijem nekaj res sladkega, ali je to nek sok za razrešiti, ko je tako, pač vemo, da je to zelo sladko, ali pa recimo kokto, in po parih minutah se ta utrujenost razblini, dobesedno ni več. In to zato, ker so možgani dobili sladkor, ki ga potrebujejo za svoje delovanje. In tako je z vsemi preostalimi stvarmi. Torej, če izločimo nekaj zaradi nekega pogleda, češ, to je napačno, to je narobe, to mi škodi, na to sem alergičen, bla, 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 ne bomo dejansko nikoli pa pogledali tega recimo v nekem trenutku, ko bi nam pa lahko bilo to prispevek. Zato je dejansko kreiranje skupaj s svojim telesom, da smo skozi vprašanje. Torej, naša telesa se tudi spreminjajo, dejansko zdaj, recimo, se spreminjajo tudi te energije na planetu, zato naša telesa se morajo iti skupaj s tem, povečuje se zavest in naša telesa morajo nekako skladno s temi energijami novimi iti naprej, zato se velikokrat lahko prikažejo kakšne stvari in običajno mi gremo s telesom vedno takoj v napačnost, če ni nekaj tako običajno, takoj, imam to in to, kaj je narobe, in spet nismo v vprašanju, ampak če takoj, ko gremo v nek odgovor, nek zaključek, v naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo že zaključili, kar smo se že odločili, in na ta način si vzamemo moč, dobesedno. Če smo v vprašanju, kaj je to, in zastavimo različna vprašanja, lahko dobimo zavedanje, tudi kako spremeniti določeno stvar s telesom. Tako da, torej, kreiranje z svojim telesom je vključevati svoje telo, njegovo zavedanje, ga spraševati glede vsega, kar se ga tiče, in dejansko se ga več ali manj vse tiče, torej, kaj jest, kaj piti, kdaj iti spat, koliko spat, potem kako se gibati, koliko se gibati, s kom biti, dejansko s kom se družiti, koga imeti za partnerja, torej naše telo ima svoj pogled, našemu telesu so všeč določena telesa, in če ste z nekom, kjer nimate dobenega poželjenja, je lahko včasih tudi to, da vaše telo niste pravim telesom, in vse, kar je zdaj to prinesli tudi na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with a man from Pokolne, Shorts, Boys and Beyonds. In za tiste, ki mogoče prvič slišite, kar sem rekla, je to čistilna izjava Access Consciousnessa, o kateri si lahko več pogledate na www.theclearingstatement.com. Oziroma na vsaki Accessovi delavnici tudi jo boste dobili na materialih, če so kakšni materiali, boste dobili tudi napisano. Ampak to je pač čarobna paličica, s katero dejansko vse, kar pride na plan na podlagi tega, kar govorimo, to vržemo iz obstoja. Torej, ustvarjanje skupaj s svojim telesom je tudi to, da smo 50-50, torej enakovredna partnerja. In ko začnemo enkrat komunicirati s svojim telesom, ga spraševati, ga vključevati v svoje izbire, vidimo, da ima eno izjemno moč. Da nam lahko prispeva pri stvaritvi marsičesa, če bi sam kot bitje to poskušalo ustvariti, bi se zelo bolj matrala, če pa vključimo v to telo, je pa ful lažje, in še posebej, če je to nekaj za telo, in vprašamo telo, prosimo, da nam pripomore, da se ustvari to, oziroma začne telo generirati takšno energijo, da dejansko da se to ustvarja, in to je, mislim, tako res prav wow, tako prav na neverjetne načine, take načine, na katere si niti ne bi niti z glavo, z umom si ne bi mogel zamisliti, kako lahko telo prispeva. Tako da, ker mi pač kako večinoma živimo tako, da telesu vsiljujemo neke stvari, svojimi pogledi, nikoli pravzaprav ga res ne vprašam, ampak telo ima to zmožnost, da res poraja to energijo, da ta energija pa prispeva ustvarjanju našega življenja, da se naše življenje širi, postane bolj tako, kako bi rekla, bolj doživeto, če lahko temu tako rečem.
in da sta enakovredna partnerja. In če začnemo svoje telo spraševati glede raznih stvari, nas lahko vodi do marsičesa, kar mislimo zdaj, da je skrivnost v našem življenju. A ne? To je ustvarjanje skupaj s svojim telesom. In če bi radi o tem izvedeli več, in dejansko se začeli vaditi o tem, da dejansko začnete kreirati skupaj s svojim telesom in šli ven iz sodb, nekih zaključkov, nekih omejitev, nekih izračunov, ki jih imate v zvezi s telesom, kakšno bi moralo biti vaše telo, kaj bi morali početi s svojim telesom, kaj bi moralo telo početi. Imamo zdaj v sredo se začne 14-dnevna, torej spletno srečanje vaja dela mojstra, ustvarjanje skupaj s svojim telesom. In bomo vsak dan zjutraj, bomo imeli to srečanje, dejansko se vsak dan že zjutraj, dejansko s to prijateljsko energijo s telesom, se boste že spoprijateljili s telesom in me zanima, kaj boste lahko skreirali na tak način v 14 dnevih, če bomo videli, mogoče kako bo šlo, mogoče bomo celo podaljšali, ampak nekako sem zdaj zaenkrat sem imela to, pač da bomo dali 14 dni. Tako da ste lepo vabljeni, da se nam pridružite. Bom link do tega dogodka prilepila tukaj od spodaj pod ta video, tako da si lahko pogledate tudi več o tem in pač se lahko prijavite. In ta srečanja vaja dela mojstra, to je, lani smo jih imeli veliko sklopov, predvsem izven kontrole na razne teme, potem smo imeli tudi več denarja kot Bog in vsak od teh sklopov skreira takšno spremembo, da je prav wow. In uporabljamo seveda tudi čistilni proces Access Consciousness, jaz tako enega izberem, ki je pač tako ta glavna, in tistega ponovimo nekajkrat, in dejansko to ustvarja takšno energijo, ki nam omogoči, recimo v tem primeru našem zdaj, da dejansko lahko začnemo s svojim telesom s popolno lahkoto ustvarjati. In kako se bo to za vas prikazalo? Seveda, jaz vam to ne morem povedati, vsak od nas je drugačen in vsak pač dejansko morate priti in to izkusiti. Recimo moje telo, tudi jaz vedno, kadar začnemo s temi srečanji oziroma s kakršnimi koli seminarji, tudi če sem jaz facilitatorka, dejansko ta energija teh seminarjev, srečanj facilitira tudi mene. In meni se tako prav zdaj, ko pač prihaja to srečanje, se mi tako prav zanimive stvari dogajajo s telesom, dejansko drugačne kot kadarkoli, ampak dejansko vem, k čemu prispevajo, torej k tistemu, po čemer sprašujem, in o tem bom tudi več povedala na teh srečanjih. Tako da, ja, to je to, dejansko, da začnemo vključevati svoje telo, kreirati z njim kot enakovredni partner in torej vabljeni ste, da se pridružite, drugače pa, kot že rečeno na začetku, imate tukaj noter tudi v tej skupini ogromen enih videov, ki vam lahko pripomorejo dejansko na drugačen način začeti ustvarjati s svojim telesom oziroma prepoznavati svoje telo. Tako da, hvala lepa in se vidimo, upam, da na teh srečanjih, torej to bo vsak dan, 14 dni ob 8 zjutraj, drugače pa upam, da uživam mogoče s kom, z veseljem tudi spoznam vse te vas, ki me spremljate. Zdaj imamo ob sredah tudi sredina odklepanja teles, to je tudi prav wow, tako da možnosti je kar nekaj. Lepo se imejte, lepo dejansko poskrbite za svoje telo na tak način, kot si telo želi, da poskrbite zanj, in bo vaše življenje veliko udobnejše, ekspanzivno, prijetno, tako da, ja, čau.